Pelam turnak. Jo, a se spomniš kakšen teden nazaj, ko sem bil v Barceloni, pa sem imel tam opravka z Manom. Pa sem en vlog že pokazal, tistega s kombijem. No zdaj so na vrsti pa še tovornjaki. No, zdaj je na vrsti pa drug del moje poti v Barcelono, kjer se bom posvetil ta velikim zverim. Mimogrede, ni tale grafika do jaja. Pa preden si najdem enega strokovnjaka in se usedem zraven na sopotniški sedež, dajmo začeti za eno drugo zadevo, zato da se malo privadimo za začetek na čist drugačne številke, veliko više kot tiste, ki so ponovadi v avtomobilizmu. Le zdaj to. Man je tukaj pokazal en nov dizelski motor. Za ime sem kar malo predvideval, da je ekstremno dolgočasen. D08 SCR motor. Seriously. Zakaj ne bi rekel kar da Diesel Beast ali pa kaj tazga? Pa še nekaj tazga, da bi bilo malo bolj žmohten. Je pa ogromna zadeva. 6-valjnik, 6,9 litra prostornine, 320 konjev, pa pazi 1250 Nm navora. Zdaj sami podatki o motorju, pa na kakšen način, pa za koliko odstotkov se je tako ali drugače izboljšal v primerjavi s predhodnikom, se to je po en stran zanimivo. Ampak mene bolj privlači tista druga plat. Koliko truda vloži ena taka znamka v to, da so pol te zadeve zanesljive na cesti. In tukaj prideš pa pol tistih podatkov, ki ti snamejo piskar. Veš, prednji je manj zadevo poslal v serijo, je naredil 140 prototipnih motorjev, ki so bili tako ali drugače povezani s testiranjem. In preden so motorji prišli na cesto, so morali pretrpeti več kot 44.000 delovnih ur pod polno obremenitvijo pri temperaturnih razlikah od -32 stopinj Celzija do +38 stopinj Celzija. Pa tukaj govorimo o preizkusih v praksi, na terenu. Veš, koliko je pa zraven še različnih računalniških simulacij na tisoče ur. Zdaj pa najbolj za teorijo pustimo primer, pa se usedemo v ta pravo zadevo, tokrat v en starejši letnik, pa še novejšega, pa da malo primerjamo, kako je bilo včasih, kako je pa zdaj. Andreas, wenn Sie wollen, können Sie auch Deutsch sprechen. Ja, versuchen wir ein paar Infos zum Fahrzeug. Dobil sem par podatkov o točno tem tovornjaku, letnik 1994. 12-litrska mašina, 400 konjev, pri 2000 vrtljajih, pa 1700 Nm navora. Evo, premikamo se. Das Fahrzeug hat 886.000 Kilometer, bekam aber noch beim Kunden bei ca. 700.000 Kilometer einen neuen Motor. Andi mi je par stvari razložil, in sicer, da je bil to tovornjak stranke, ki je z njim naredila 886.000 kilometrov, pri 700 jurih je pa dobil nov motor. Ich bin Testfahrer. Ich fahre LKW hier für die MN seit ca. 23 Jahren. In kot testni voznik ima po eni strani zelo zanimivo življenje, po drugi strani pa razmeroma dolgočasen. In prav, da mu je pol takšna popestritev, da se lahko malo druži z novinarji, no ja, da mu prav pride, da mu paše. Ist natürlich ein TGX oder ein modernes Fahrzeug für einen Fernfahrer draußen. Ja, selbstverständlich, ja. Pa razlaga, da je to še tovornjak stare šole, da si rabu še imeti nekaj moči v rokah, da si vse skupaj upravljal, predvsem sklopka pa menjalnik, Zdaj je pri novih pa lahko sedelaš praktično z mezinčkom. Pa ena zanimivost, to je bil prvi manov tovornjak z elektronskim vbrizgom goriva. Andi je poln informacij, zakon. Tisti, ki tovornjake peljete, a ste pa že večkrat bili v kabini, vam je to samoumevno, a ste pa na to navajeni, ampak jaz, ki pa gledam tukaj, se pa kar ne morem navaditi vsega tega volumna prostora, pa odlagalnih površin, pa širokega tega sredinskega grebena. Vse mi je zelo novo. Vidiš, takole izgleda nad glavom, placa, kakor češ. Sem ga vprašal, kaj je tista največja posebnost njegovega dela, ki je njemu najbolj všeč, pa je rekel, da gre testirati vozila ponavadi tja, kamor hodijo drugi ljudje na počitnice. Man hat Hotel in der Stadt. Se pa negativne plati tiče, Andreas je rekel, da je zadnja leta ali pa predvsem velika razlika v tem, koliko prometa je na cestah, da včasih na jugu Španije si lahko testno furo delal celo noč, pa si na prste ene roke preštel, koliko avtov si srečal, ki so šli nasprot. Ta druga stvar, ki je omenil, s tem se pa jaz tudi strinjam, raven prometne kulture se je, ne glede na to, kje se vozi, močno znižala. Prav, da je veliko več teh prstov videti, pa veliko več enega dretja, hupanja, pa nestrpnosti, kolikor ga je bilo, ne vem, še 20 let nazaj. Vidiš, zato grem jaz rad na avtomobilske ali pa v tem primeru tovornjaške predstavitve. Spoznaš nove, zanimive ljudi z zelo zanimivimi izkušnjami in pol edino na tak način se lahko kaj več naučiš, pa greš domov bogatejši tukaj noter. Vielen Dank, Andreas. Tschüss. Schönen Tag, tschüss. Tschüss. Janač, zdaj pa še ta novega. Lega, Steling gremo. TGX. Prosto, ampak kot avtomobilist sem vsakeč presenečen, koliko visok je zic. Rabim kisikove bombe za tole. Hier an der Stelle haben wir die Assistenzfunktion.
Hier haben wir die Traktionsfunktion. In ein Bett liegt, die Möglichkeit hat, die rechte, die linke Scheibe aufzumachen, als auch das Schiebedach zu öffnen. Das ist im Prinzip das Kabel gewohnt vom PKW raus. Koliko smo speljali, čisto druga zgodba. Mislim, ne samo, da je udobno, že v štartu vidiš, koliko manj enega efforta je treba, da voznik vozi, pa da vozilo upravlja. Mimogrede, ja, slišite, koliko tiša je ta kabina. Mislim, sploh ni primerjave. Kaj da bi v avtomobilskem svetu, ne vem, primerjal, kaj pa je svojim Golfa dvojko, pa ne vem, BMW sedmico. Kar se pa tehnološke naprednosti tiče, ne, ta tovornjak je recimo opremljen z GPS navigacijo, kar pomeni, da vidi do 3 km naprej, ali pa mogoče vzpetina, ali bo klanca, ali bo kar drugega nenavadnega in potem prilagodi samodejno ali delovanje motorja, menjalnika in tako naprej. Ne. Zelo pameten je, predvsem pa vidi veliko dlje kot voznik in se lahko prej prilagodi v ustrezni situaciji. Ja, veš kaj je pa tole? To je kamera, ki spremlja dogajanje na cesti, ne? Pod njo, spodaj, pod masko je pa še drug del tandema, ne? Valjda radar, zato ker je ta tovornjak, pravzaprav vsi manj sodobni serijski so opremljeni z sistemom samodejnega zaviranja. Tudi to poznamo že iz avtov, ne? Predvsem pa sveta tovornjakov ni kar tako za podcenjevati, ker marsikakšna tehnologija, ne, se včasih prej znajde tukaj kot osebnih avtov. Pravzaprav sta svetova daleč narazen, tehnološko sta si pa veliko bližji, kakor bi si kdo lahko mislil. Zdaj pa pozabil sem povedati, s katerim tovornjakom točno sem peljem, pa kjer so tisti osnovni podatki. Lej, stisnem pauzo. Si? Peljem tovornjak. Se ne vem, kaj ne rečem, nareš roke na volan, ampak zelo nenavaden občutek. Pa skozi v špegel gledam, kaj vse je za mano, kakšna gmota. Noro. No, zdaj pa moj dan kar reka še malo boljši. Veliko boljši. Skoraj sem vas to pokazal, tam se lahko bol.